Ekipa živijo. Smo na sejmu Dom, ki traja še do nedelje, tako da prvo bom to povedal, vabljeni ste, kadarkoli imate čas, tudi za vikend, oglasite se. Zdaj imam pa eno vprašanje za vas. A ste kdaj imeli težavo, ko ste sedeli na terasi, pa vam je od strani sonce začel ful nabijati v oči pa na mizo? Pa ste to ful začeli motati, ali ob sončnem zahodu, ali zjutraj ob vzhodu, pa niste vedeli, kaj narediti. Pa ste šli pa vsi razočarani noter v dnevno sobo, pa ste spili noter kavo, ker drugače ni šlo. Jaz imam eno dobro rešitev za vas, ki se ji reče Brisole. Brisole ima eno ful dobro lastnost. Zdaj me vidite, zdaj pa ne. Zdaj pa spet vidite. In pri tej napravi je ful dobro to, da vam sploh ne bo pokvarila izgleda pergole ali pa vrta. Zato, ker smo jo naredili iz lesa. In iz lepljenega sibirskega macesna, ki je še bolj stabilen od masivnega lesa, s tem poskrbimo, da ostanejo čim bolj v prvotni obliki, tudi kasneje z leti, ko les majčkeno razpoka, se ukrivi. Z lepljenim lesom to malo ublažimo, no? Tako da se bo lamela še zmeraj lepo zaprla, tudi takrat, ko bo to staro 5 let ali pa več. In Brisole se lahko uporabi na več načinov. Najbolj osnovna rešitev je za steno na, recimo na pergoli ali pa pri nadstrešku. In poleg tega, da omeji dotok svetlobe, omeji tudi v bistvu dotok vetra. Mogoče vas bo motil, da je močan veter, a ne? Ni nujno svetloba. Poleg stranske stene lahko ga damo na streho pergole, tako da regulirate spet dotok svetlobe recimo sred dneva, a ne? Kaj bi še lahko? Lahko se uporabi pri oknih v hiši, iz zunanje strani, namesto žaluzi, namesto pergole. Lahko so lamele horizontalne, lahko so vertikalne, vse to se da narediti, vse je po naročilu. Hvala, da ste bili danes z mano, upam, da sem dal kakšen uporaben nasvet, pa upam, da se tudi vidimo na sejmu Dom. Živjo!